Zavedamo se, da je Slovenija še zmeraj v težkih razvojnih krčih in da je eden glavnih razlogov za te krče to, da se ne moremo o nekaterih krucialnih razvojnih vprašanjih dogovoriti. Eno takih vprašanj je nedvomno tudi vprašanje privatizacije. Dober večer. No, jaz tu obljubim, da bom krajši od 10 minut, ker več ali manj ste vsi prebrali tisto, kar sem napisal. In v bistvu se jaz bolj ukvarjam z argumenti za privatizacijo in jih zavračam. Običajno poslušamo 5 argumentov. Prvi argument je obljuba Evropski komisiji in kapitalskim trgom, pa drugi argument je zadolženost in odplačilo dolga. Tretji argument je strateški partnerji, ker bodo povečali učinkovitost. Četrti argument je, da je bil to sklep državnega sveta. In peti argument je, da je edino na ta način mogoče preprečiti stikanje politike v gospodarstvu. No, jaz trdim, da noben od teh argumentov za privatizacijo oziroma razprodajo ne drži. Obljube Evropske komisije. Evropska komisija nima nobene pravice kakšne takšne obljube sprejemati. Celo dvomim, da je bila Evropska komisija tle zelo eksplicitna, čeprav imajo posamezniki želje, da bi zaradi mene dobili Telekom ali kaj podobnega. Mi smo prišli v Evropsko unijo leta 2004 po dolgih pogajanjih o poglavjih in so nas prijeli takšne, kot je. In tikati se pač v pravni red druge države ni mogoče. Zaradi tega ta privatizacija v bistvu spominja na nacionalizacijo z leta 1948, ki so jo še sam spominjam, gre za nekaj ideološkega, tako kot je takrat privatni frizer ogrožil socializem, pa Jugoslavijo je državno podjetje ogrožalo kapitalizem in pa Evropsko unijo. Kar se tiče odplačila dolga, skupni dolg v Sloveniji pada in sicer se povečuje še zmeraj javni dolg, pada pa privatni dolg, čeprav je privatni dolg lahko narekovaj. Gre za to, da je država prevzela velik del dolga, ki so ga naredili privatniki oziroma privatniki banke v času zatiranja med 2005 in 2008. Tudi tu ni neke zelo velike ekonomske nuje, da se to karkoli proda, ker kot veste so donosi na slovenske obveznice so padli na približno 2%. V lanskem letu je država pobrala, državni proračun pobral približno 700 milijonov evrov več davkov kot leto poprej. Še zmeraj imamo visoko pozitivno plačilno bilanco v višini približno 6%, tako da neke ekonomske nuje, da bi morali takoj karkoli prodati ni. Tretji argument so te strateški partnerji pa večja učinkovitost podjetij. Jaz verjamem, da podjetje, ki ga prevzame multinacionalka, postane učinkovitejše, to, da učinki na ostalo gospodarstvo niso nujno pozitivni, ampak so prej negativno. Obenem se govori o strateškem partnerstvu. Partnerstvo je lahko samo med enakopravnimi subjekti. Ko podjetje prodamo, postane to podjetje lastnina nekoga in ni nobenega partnerstva več. Vse tiste obljube, ki se dajo v polni zaposlenosti in tako naprej, so prazne obljube. Lahko se celo zgodi, da se bo zaposlenost povečala, tudi zaposlenost se bo čez par let pač ravnala potem, da bo nekdo maksimiral dobiček in bo pač po zaposlenost povečevala ali pa manjševala. To se pravi, ta argument tudi ne drži. Jaz je bil sklep državnega zbora, ampak takšen sklep je seveda mogoče priklicati, treba je dobiti samo dovolj ljudi, da to prikličijo, odloča stranka, ki je v večini, če se odloči Cerarjeva stranka, se lahko sklep iz lanskega leta prikliče. To je možno, da enkrat pa to ni pretirano verjetno. Kako je z vtikanjem politike v gospodarstvo? Sam sem prepričan, da se politika v gospodarstvo mora vtikati. Mora ščititi javno interes proti privatnemu interesu, nažalost je pa se to pri nas predvsej izrodilo, tako imenovani strankarski interes, ampak tudi ta se problem da rešiti, tu je na oblasti stranka, če se prva odreče temu vtikanju, temu načinu vtikanja v gospodarstvo, je to možno narediti. Naslednje vprašanje se postavlja, kako je pa prišlo do teh 15 podjetij, a to kdo ve,
kakšni so bili argumenti za ta spisek teh 15 podjetij, ker to je kar povprek nekaj narečeno. In tu se dostikrat vidi, da o teh stvarih odločajo zelo ozki krogi. Najbolj tipičen primer je prodaja letališča. Od prodaje letališča je odločalo 10,47% delničarjev, zaradi tega, ker eno leto prej bila ideja, da se letališče širi in varuh konkurencije državi vzel glasovalne pravice, tako da vse odločitve je sprejelo 10,47% ljudi. Se pravi, ne moramo reči, da je šlo za neko odločitev, ki bi bila odločitev na ravni države in tako naprej. No, končno se postavlja še eno vprašanje, ki je zaradi mene lahko rečete ideološko vprašanje, a smo se osamosvojili za to, da bomo vse proizvodno premoženje prodali. V tem primeru bomo postali seveda delovna sila, ki po svetu o ničemer nič ne odloča. No, nažalost ne. Nažalost ne. Pa tako je. S tem bi jaz več ali manj končal. Meni se zdi ta način prodaje ali pa razprodaje povsem zgrešen. Ne gre ne za pošteno, ne gre ne za koristno in ne gre ne za prostovoljno prodajo. Hvala lepa. Hvala lepa. Mislim, da je aplavz kaže na to, kako preprosto se da povedati, če nekdo stvari zares razumeti. Dobro večer cenjenim poslušalkam, cenjenim poslušalcem. Moram reči, da je moja naloga nocoj nekoliko lažja, kot naloga drugih govornikov, cenjenih akademikov, predstavnikov sindikatov, predstavnikov gospodarstva. Oni morajo namreč razpravljati o političnih in ekonomskih implikacijah privatizacije. To je ena zelo zapletena materija, ki je nujno več pomenila. Jaz, kljub znanemu rekel, ne dva pravnika, tri mnenja, to pa govoril samo o temu, zelo omejeno, ali je privatizacija pravno zapovedana. A se da to še spremeniti? Ali odločitev o spremembi spremljajo neke hude pravne posledice, zaradi katerih pravzaprav ne moramo spremeniti reko sedanje smeri. Moj odgovor na to bo negativen, to lahko že naprej povem, seveda pa moram zdaj predobiti svoje argumente. Zdaj, moram reči, da politiki verjetno nekoliko prebrisano govorijo samo o zavezah privatizaciji, ker tem niti ne povedo, so to politične ali pravne zaveze. Vsaj v enem primeru pa sta pravna služba vlade in pravna služba državnega zbora, to je takrat, ko se je odločalo, ali se bo na dnevni red državnega zbora dala razveljavitev tega sklepa o privatizaciji 15 podjetij. Ti dve pravni službi so dali dokaj eksplicitne argumente, da bodo razveljavitvi sklepa, ki je nesporno dovoljena, s tem se vsi strinjamo, nastale za Slovenijo hude odškodninske posledice. Jaz bom šel s temi argumenti, ki sem videl kot manj resni, skoraj deloma absurdni, potem bom pa šel na druge argumente proti privatizaciji, ne pa bom imel vse zavrniti. Samo s pravnega vidika, jaz se seveda ne opredeljujem do ekonomske smiselnosti. O tem imam posebno mnenje, ampak je laično. Zdaj, pravna služba državnega zbora je navajala, da so tukaj neke sklenjene pogodbe z pravnimi in finančnimi svetovalci, ki pri privatizaciji svetujejo in ki se obetajo provizije v zaključene transakcije. Če transakcije ne bo, če bomo ostavili prodajne postopke, bodo oni za provizijo prikrajšani in bi lahko Slovenijo tožili. Meni se zdi nekoliko absurdan, predvsem zato, ker je poslovni namen pogodbe med Republiko Slovenijo in svetovalcem, to je mandatna pogodba, njena fizionomija je v bistvu enaka v praktično vseh velikih pravnih predih. To je doseganje največje koristi mandatarja, to je Republika Slovenija, tistega, ki da navodila. Zdaj svetovalec mora delovati v mejah danega naročila, mora poslušati navodila, vsem mu morajo biti interesi Republike Slovenije za glavno vodilo. Seveda, provizija na koncu je le neka kolateralna posledica zaključene transakcije, pri čemer pa je seveda tudi odgovorna svetovalca, če je res pristal na plačilo pretežno po uspehu, ne pa recimo po svetovalni uri. Tako da ta argument nekako ni resen. Vsi ti argumenti so odvisni od nekega glavnega izhodišča. Kaj je to pravzaprav sprememba politične odločitve glede privatizacije? Kaj je to pravzaprav nekaj protipravnega? Se država, če se enkrat odločila za privatizacijo, če pride na oblast nove politične sile, če se politično ravnotežje sil spremeni, a se ne sme odločiti proti, a se ne sme premisliti, a ne sme več suvereno upravljati državne premoženje. Ko sklenemo prodajne pogodbe, za državna podjetja smo vezani. Do takrat razljivo, da smo svobodni, da naredimo, kar želimo. Seveda, če to drži, ni nesmiselno samo ta argument glede provizije svetovalcev. Morajo nedvomno poslušati naredila, tistega, ki jim je mandat za prodajanje dal. Ampak tudi drugi argument,
ki se tiče morebitnih potencialnih pogodbenih partnerjev. To so zdaj tisti subjekti, recimo Deutsche Telekom, ki so se javili na mednarodne tenderje, ki so morebiti že v neki predpogodbeni fazi. Pogodba je že skoraj sklenjena, potem pa recimo sklep državnega zbora razveljavljen in pogodba nikoli ne bo sklenjena. Zdaj, ne bi oni lahko tožili. Tukaj se pravna služba vlade obesla na eno določbo obligacijskega zakonika, ki pravi, da odgovarja za škodo tisti, ki se je pogajal za sklenitev pogodbe, pa ni imel resnega namena, ali pa je ta resen namen imel, ampak ga je brez utemeljenega razloga opustil. Zdaj, tisti, ki je v bistvu nedobroverno odstopil od pogajanja, lahko odgovarja za škodo. Zdaj, najprej moram reči, da ta odškodninska odgovornost tako kvantitativno, po obsegu ni tako zelo grozeča. Tukaj gre v bistvu, tudi če obstaja ta odgovornost za izdatke, ki jih je imela ta druga stranka, ki je želela pogodbo s pogajanjem, recimo izdatki za svetovalce, potne stroške, hotela in tako dalje, to v bistvu ni nekaj, ne gre za izgubljene kapitalske dobičke, ni nekaj tako groznega, ampak še bolj pomembno je vprašanje, da je praktično skoraj nemogoče, da bi subjekti, ki so se na te tenderje javili, lahko s to predpogodbeno odgovornostjo uspeli. Ravno zato, ker v bistvu sprememba političnega stališča glede privatizacije. Ne iz politikanskih razlogov, ker recimo nekdo ni dobil podkupnine, če je zadnji ekstremen problem, ampak enostavno zato, pravzaprav, ker so prevladali drugi politični pogledi, pod pritiskom javnosti ali karkoli, seveda je utemeljen razlog za odstop od pogajanja. Ne samo po slovenskem pravu, še toliko bolj recimo po angleškem pravu, ki se uporablja pri večini teh transakcij, ker po angleškem pravu v bistvu stranki pred sklenitev pogodbe druge do druge sploh nima nobenih obveznosti do proverjenih pogajanj, torej še toliko manj kot po slovenskem pravu. Dobro, zdaj pojmo naprej, koliko mi je ostalo časa še za druge argumente, morda nekoliko manj absurdne, kaj pa različne zaveze Republike Slovenije, ki so javno-finančne narave. To pa so nedvomno pravna zaveza. Pravna zaveza je, da smemo imeti strukturne deficite v naši ustavi. Da je lahko strukturni deficit po fiskalnem paktu največ 0,5% BDP. Da maastrichtska merila, da je lahko javni dolg največ 60% BDP, deficit pa 3% BDP. To nedvomno so pravna merila, ampak dejstvo je, da seveda ti akti ne zapovedujo, na kakšen način bomo mi zmanjšali deficit in javni dolg. Jasno, privatizacija lahko zmanjša javni dolg. Ni ravno zelo učinkovito ta namen, kot je povedal gospod Mencinger. Tu lahko zmanjša izdatke za obrestnik s tem deficit. Ampak to ni edina pot. Seveda mi lahko sami izverjamo pot, po kateri bomo dosegli te svoje proračunske cilje. Nujno, da je to privatizacija. In to velja tudi, če gremo, za eno stopnjo dol iz teh glavnih pravnih aktov naše ustave fiskalnega pakta, lahko gremo na uredbe Evropske unije. Dva sklopa uredb, šesterček, six-pack in dvojček, two-pack. Te uredbe narekujejo vsaki državi, da spravi v red svoje javne finance, da odpravi makroekonomska neravnotežja, da se približa svojemu srednjeročnemu proračunskemu cilju glede javnega deficita, glede javnega dolga, da ima Evropska komisija pravico dajati vsebinski input pri pripravi proračuna, to vse je nesporno. Ampak spet, te uredbe ne zapovedujejo načina, na katerega bomo svoje proračunske cilje dosegli. Res je, da imajo evropske institucije pravico dajati priporočila, da je naša pravna dolžnost za tem priporočilom prisluhnemo, jih resno obravnavamo, potem nanje svobodno govorimo, tako kakor želimo. In res je tudi, da se konkretno ta priporočila danes Sloveniji bila v kar določenih primerih, bom rekel, kar eksplicitna. Tako Evropska komisija kot Svet Evropske unije sta pravzaprav v svojih priporočilih nakazala, da želita privatizacijo. Sta nakazala. Še več kot to, celo Republika Slovenija v nekem reformnem programu za leta 2014-2015 odgovorila, da bo sledila zadani privatizaciji, da tudi ona to želi. Ampak zdaj, a smo se s tem dejansko pravno zavezali, da se ne moramo premisliti? Ne, seveda priporočila so samo priporočila, to je pravzaprav ni zavezujoč akt Evropske unije. Morda je neka politična zadrega, če mi, ki smo enkrat priporočili, potrebili se zdaj premislimo, to je politična zadrega, ampak pravno, če dosegamo naše srednjeročne proračunske cilje, če manjšamo deficit in javni dolg, rekel smo varni. Smo varni pred denarno kaznijo, ki sicer grozi, če teh proračunskih meril ne dosežemo. Je možno, 2% BDP, če se ne mogem. In zdaj, posredno je možno tudi to, da bi bila institucija Evropske unije nekoliko manj milostna do nas pri odločanju tej denarne kazni, če nismo sledili priporočilom. Zdaj, bodimo realni, ta možnost obstaja, ampak spet, če sami, svojimi napori, na svoj način pravzaprav spravimo svoje javne finance v red, pravne grožnje nedvomno ni. In zdaj, še nekaj, pravna zapoved privatizaciji bi lahko sledila iz pristopa k programu Trojke. Veste, Evropski mehanizem za stabilnost, Evropski reševalni sklad,
dejansko v zameno za svoje posojila, v zameno za finančno pomoč, dejansko lahko zahteva pravno zavezujoče pogoje, v katerim država pristopi s sklenitvijo tako imenovanega memoranduma o razumevanju. In recimo Cipr se je zavezal, da bo dobil več kot milijarde evrov s privatizacijo energetike, pristanišč, telekomunikacije, ampak zato smo se menda mi tako otepali te trojke in so jo tudi uspešno rešili, da se to pri nas ne bi zgodilo. Zdaj nazadnje, ko sem zavrnil vse argumente glede pravne zavezujočosti k privatizaciji, pa moram še povedati, da obstaja dejansko en primer, ko pa smo pravno vezani k privatizaciji. Ta je zelo omejen. To so pa odločbe Evropske komisije o državni pomoči, ki niso bile izpodbirane, če niso bile niso dokončne. To je bilo dano pri bankah. V zameno, zdaj niso vsi elementi teh odločb javno znani, ampak tisto, kar je javno znano, pove, da smo v zameno, bi rekel, za možnost državne pomoči novih kreditnih bank v Maribor se sprejeli zavezo, da bomo prodali v celoti. Da smo se zavezali, da bomo sprejeli določen del od NLB, ki ni javno znan. In tudi pač da imam do te informacije, da se jih nimam. Glede banke Celje, odločba komisije tudi še ni objavljena, tako da ne vem, kaj je tam. Ampak dejstvo je, če iščemo, ki je rekel pravno zavezujoče, naše pravno obveznosti k privatizaciji, je to izključno v odločbah o državni pomoči, ne pa v nekih priporočilih in Evropske unije. Hvala. To narediti v treh temeljnih tezah. Prva teza je ta, da bi si najbolj želeli, da razumemo med privatizacijo in nacionalizacijo razumemo zlasti v kriznem obdobju, ker gre za nek normalni institucionalni ciklus, vidite, da so vse države, ki kriza prizadela, šle v reševalne krize najprej v precejšno nacionalizacijo in privatizacijo, ki bo del normalizacije, morda celo povratka v takšno stanje. Torej, osnovna teza je, da je privatizacija in nacionalizacija del normalnega stanja. Zdaj je samo stvar odmire in samo stvar mire, kako in na kakšen način se privatizira. Nič! A ti je jasno? Nič! Drugo, kar je zelo pomembno, privatizacijski procesi v Sloveniji potekajo. Potekajo po formalni in neformalni plati. Po formalni plati potekajo tako, da se je ta država tako ali drugače odločila, da bo sanirala banke preko tako imenovanega DUTB-ja. In DUTB seveda vrši v 5 letih privatizacijski postopek. Hkrati, to je preprosto dejstvo. Druga stvar, ali je to optimalno? To je tvoje dejstvo, ne naše. Jaz vas lepo prosim. Gledajte, naš namen je, da se pogovorimo in mogoče nazadnje dogovorimo in pustite ljudem, da izrazijo svoje misli. Brez dobitja. Obstaja seveda neka prikrita privatizacija preko fiduciarnih računov, skladiščnih računov, ki je pravzaprav niti ne vemo, ne vidimo, ampak vsa elitna slovenska podjetja so v bistvu že cilj nekega prikritega, skritega napada, če hočete, z strani seveda tujih ali kakšnikoli drugih, da bo domačih kapitalistov, ki pravzaprav prihajajo noter. Ne si vodi, da gre za Petrol, da gre za Triglav, da gre za Krko, da gre za Savo in tako dalje. Zdaj, hočem povedati, da privatizacijski proces ni želeli ali ne obstaja. Zdaj, ali potrebuje ta država še poseben pospešek, kot si zdaj trenutno vlada prizadeva z spiskom ali z strategijo, po mojem mnenju ne. Iz tega, ker ta privatizacija, ki jo imamo že danes in kateri smo se institucionalno kakorkoli že zavezali ali pa postaja neformalno, že poteka. To se pravi, ne potrebujemo nekega dodatnega pospeševanja privatizacijskega procesa. Še zlasti, če se zavedamo, da smo v bistvu dobršen del, tudi zdaj smo videli v pravnem smislu, sicer ne tako, kot se običajno razlaga, ampak vendarle v določenih zlasti pri bankah, stvari v precejšnji meri zapečatili in hkrati mimogrede zelo, zelo paradoksalno razlaščali seveda skozi ta privatizacijski proces male delničarje, male lastnike seveda državnih obveznosti in tako dalje. Zelo, lahko bi rekli, v prodornem smislu lastnina je seveda krava. In država je bila seveda boter te zgodbe. To je država krade. Druga teza
Druga teza je seveda tudi država, če se spomnite, kajti država so institucije, ki so to v bistvu podpirale. Drugo vprašanje je zdaj seveda, kaj mi lahko naredimo v okviru obstoječih institucij. Vprašanje, veste, ki ga je tudi, mislim, tukaj kolega Mencinger načel, je ta, da ni ekonomskih, političnih, moralnih argumentov, ki bi lahko na eni ali drugi strani dokazovali, da je ta ali druga oblika lastnine ali privatizacija ali državna lastnina v okviru podjetij sama po sebi napačna. In to je pravilno odločitev, kajti osnovno stališče je, da je temelj uspešnosti ali neuspešnosti podjetij korporativno upravljanje, uspešnost vodenja. In ali imamo v tem hipu v Sloveniji takšen institucionalni aranžma v okviru seveda obstoječih institucij, da mi takšno korporativno upravljanje seveda lahko dobro izpeljimo. Osnovna teza, da potrebujemo privatizacijo, zato da bi rešili probleme korporativnega upravljanja, ker preprosto ne bomo s čim upravljali, je seveda napačno. Država brez ekonomske lastnine, brez lastnega premoženja preprosto ne more obstati. Se pravi, politična ekonomska suverenost neke države se začenja z upravljanjem njenega premoženja. Zato je veliko vprašanje, ali smo v tem hipu usposobljeni za to upravljanje. Moje stališče je, da če gledamo seveda te profesionalne upravljavce, naj si bodi, da je to zdaj na eni strani DUTB ali na drugi strani seveda, ki upravlja z enim delom prenešenega premoženja, ali na drugi strani Slovenski državni holding, ki je v končni inštanci šele začel dobro delovati, da so to inštitucije, ki pravzaprav za to, kar jim je bilo ponujeno, in ponujeno je bilo leta 2012 v relativno improviziranih institucionalnih pobojih, kako naj delujejo. DUTB je bil recimo stavljen izključno zakon, izključno zato, da bi seveda v čim krajšem času privatiziral in pridobil ustrezno denarno protivrednost. Pravi, samo izkupiček je temelj. Danes oni sami priznavajo, da je prestrukturiranje podjetij seveda eno izmed tistih zadev, za katere seveda morajo delati, ker je drugače, kot da bo šlo. Spravi, vi morate prestrukturirati podjetje, da bi ga lahko ugodneje prodali. Zakonska podlaga za to ne obstaja. Na drugi strani imamo DUTB, ki je v bistvu, mislim, da Slovenski državni holding, ki je seveda tako zakonsko kot institucionalno z vidika upravljanja, z vidika vodenja seveda absolutno podhranjen in rezultat tega je, da mi danes pravzaprav nimamo vzvodov za kakovostno upravljanje podjetja. Kriza torej Slovenije je kriza korporativnega upravljanja. In eden izmed zelo dobrih lakmusov v tem hipu je formiranje, ne glede na to, da je v ozadju seveda problematičen zakon, tudi procedure so v bistvu zelo komplicirane in skrajno spolitizirane, ali bo recimo Slovenski državni holding dobil nadzorni svet, ki ne bo rezultat političnih kvot 3 koalicijskih strank. Če se to ne bo zgodilo, oziroma če seveda vlada oziroma vodilna stranka ne bo pravzaprav v izhodišču tega prepričevala tako, da bo sama na nek način pokazala zgled, potem smo na najboljši poti, da tudi vnovični poizkus, kako in na kakšen način urediti temeljno hišo, ki je skrbnik državnega premoženja med 8 in 12 milijardami, seveda ne bomo naredili. In to je seveda naslednja stvar, ki je izjemno pomembna. Se pravi, kako usposobiti SDH, Slovenski državni holding, kot skrbnika za seveda upravljanje. Kajti danes vidite v privatizacijskem procesu, pravzaprav niti nimamo zelo jasno definiranih prodajalcev. Prodajamo v zelo široki, zelo nepregledni, zelo sivi coni in je ta siva cona, ali mi se spomnite iz socializma, celo smo videli, elite so bile vedno zadovoljne s prehodnim obdobjem. Prehodno obdobje so sjajna. Pravno, ekonomsko, nič ni definiranega, nič ni opredeljenega in najlažje politično, ideološko takrat seveda ribarite. In tudi danes smo mi v izrazitih prehodnih obdobjih in zato seveda hitimo s privatizacijo. In to je seveda problem. Problem je, če torej nimamo danes izdelanih formalno-pravnih pogojev za privatizacijo, če nimamo močnih institucij za privatizacijo, in nič od tega ni spolnega, zaradi tega ne vidim razlogov, da bi hiteli s privatizacijo, kajti privatizacijski postopek in proces v dovoljšnji meri že obstaja.
Na to sem prej seveda prvotno opozoril, ko smo izvedli seveda številne bližnje. To stvari, to je temeljni problem. Zdaj se seveda vprašamo, ali je in kakšne so tiste metode, ki bi jih lahko seveda znotraj SDK-ja seveda razvijali. Zdaj, tukaj gre za ne 3 stvari, ki bi jih mogli, se že pogledati, no, da ne bom predolg, bom lahko kasneje pojasnil, skratka gre za vprašanje seveda, kako je na takšen način imate vzvode nadzora, se pravi, kako kadrujete, kako je na takšen način seveda izvajate potem tako imenovane ciljne elemente za prestrukturiranje in tako dalje in tako dalje. Nič od tega trenutno ni spolno. In zdaj še tretja stvar. To, kar me seveda običajno pri tej privatizacijski sagi najbolj moti, je to, da smo mi pravzaprav padli ne samo v neko praznino ne dovolj pripravljene institucionalne zgodbe. Se pravi, kot veste, spisek, ki ga mi imamo, teh slovitih 15 podjetij, je nastajal pravzaprav leta 2012. Se potem ponovil v ne preveč spremenjenju v 2013 in je danes pravzaprav predmet na nek način privatizacijske zgodbe. Nimamo nikjer jasnega zapisa in jasnih argumentov, zakaj so bila ta podjetja izbrana. Mi nimamo v ozadju strategije privatizacijske, ampak gledajte, tudi ko jo bomo dobili čez takšen mesec, ta strategija ne bo izhajala iz neke strategije te države ali sektorski strategije, tudi tega nimamo. To se pravi, delamo izrazito na nek način na pamet in nimamo pravzaprav nekega poglobljenega, analitičnega aparata, ki bi seveda vedel, kako in kaj. In zdaj na koncu sam še to, tretja teza, to je alternativna zgodba, kaj bi mi seveda še lahko imeli, če bi želeli seveda privatizacijski postopek voditi širše. Ta model, ki ga danes imamo, je pravzaprav enostranski model. Mi smo v tretji fazi, tretjem krogu privatizacije. Prvi je bil lastninjenje, drugi je seveda pripeljal do tako imenovanega poizkusa domačega lastninjenja in je seveda zaradi visokega finančnega vzvoda zadolževanja podjetij propadu. Ta tretji iskanje kapitala v tujini je strogo vezan na prodajo pravzaprav v tujini. Drugi privatizacijski modeli, ki zadevajo ekonomsko demokracijo, se pravi, gre za vprašanje notranjega lastništva, gre za vprašanje, recimo, delavskih zadrug, seveda ob primernih podpornih mehanizmih. Gre za vprašanje, seveda, lahko tudi posebnih državnih skladov, ki bi se mogli ali znotraj SDK razviti, vse to ostaja seveda izven tega razmisleka in konteksta. In če zdaj seveda skupaj potegnemo, potem vidimo, da prvi pogoj privatizacija torej teče v dovoljšnem obsegu, po mojem mnenju, drugi, da moramo institucionalizirati pogoje korporativnega upravljanja in tretjič, poseči vendarle v privatizacijskih zgodbah po tistih, še tudi drugih alternativnih modelih, ki razširjajo paleto možne privatizacije, ne zgolj skozi model zunanjega, ampak predvsem tudi zlasti skozi ekonomsko demokracijo, notranjega lastništva in seveda tudi še drugih metod in modelov, ki jih korporativno upravljanje seveda omogoča, zato da imamo lahko raznovrstnejši portfelj in hkrati tudi model privatizacije, zato da bi lahko reševali od primera do primera, zlasti za prvih 20-30 velikih podjetij to vprašanje privatizacije. Gospod profesor, ne 45 minut. Imamo seveda številne oblike privatizacije. Nažalost, v Sloveniji marsikateri lahko rečemo s preprosto besedo plenjenje. Naslednji naš uvodničar je gospod Andrej Cetinski. On prihaja iz te naše skupine Državljani proti razprodaji, ki smo jo oblikovali prav s tem namenom, da poskušamo pobrati argumente, ki v slovenskem prostoru stojijo. Že 3 tedne nazaj ali še nekaj več smo pisali tudi pismo predsedniku vlade s številnimi temi argumenti, vendar seveda nismo zadost pomembni, da bi dobili odgovor in šele peticija, če smem tako reči, gospoda Mencingera je top razburkala vode, pa nekaj več kot 10 000 članov sem prej slišal Slovencev, ki so pisali, da mogoče to ne bo več glas vpijočega v puščavi,
ampak da bo to, se spomnite izraza Cankarjev dom. Andrej, besedo ima. Torej, ker je pri kvaliteta upravljanja v največji meri odvisno od nadzornega sveta, bom naredil eno hitro primerjavo med nadzornim svetom tega Fraporta in nadzornim svetom Slovenskega državnega holdinga, kakor pa predpisuje naš zakon, ki ga zdaj spravljamo v življenje. Nemški tale Fraport ima v nadzornem svetu 20 ljudi. Od teh 20 je 10 predstavnikov dela in 10 predstavnikov kapitala in predstavnikov državnih interesov. Pol glasov na nadzornem svetu ima delo. Tako rešitev so si v Fraportu izbrali zaradi tega, ker je nemška zakonodaja predpisuje. In temi 10, ki sedijo v nadzornem svetu, niso samo zaposleni v podjetju. Najmanj 3 morajo biti predstavniki sindikatov. In sicer taki predstavniki, ki od tega podjetja niso odvisni in zato vodstvo podjetja na ne more vplivati. Ostalih, skratka, torej, velika teža upravljavske moči v Fraportu je na delu. Drug del, kot rečeno, je kapital in je država. Zdaj, kot predstavniki kapitala se seveda pojavljajo predvsem predstavniki velikih podjetij in podobno. S tem je treba pa zdaj še nekaj dodati. Za kvaliteto upravljanja je izredno pomembno, da upravljavci premorejo zelo široko ekonomsko znanje. Ker v Fraportu izhajajo iz predpostavke, da njihov nadzorni svet tega znanja nima v zadostni meri, so si omislili en stalen, svetovalni organ s 15 člani. Ta svetovalni organ, mandat teh članov je 3 leta. V tem svetovalnem organu sedijo 4 predsedniki oziroma člani uprav velikih bank, 3 direktorji velikih ekonomskih inštitucij, raziskovalnih inštitucij, 4 predsedniki uprav, torej asociacij, nemških asociacij z področja, ki se ukvarjajo z različnimi področji prometa, med njimi je recimo tudi predsednik Nemške pošte kot primer. In potem je še nekaj članov predstavnikov večjih podjetij. Ali z drugimi besedami, pri upravljanju Fraporta, po moji oceni, sodeluje taka koncentracija znanja in gospodarskih izkušenj, kakršnih se mi na ravni države Slovenije niti predstavljati ne moremo. To je eden od odgovorov na vprašanje, zakaj je naše gospodarstvo tako učinkovito. Zakaj pa na naš holding? Po zakonu, ki je zdaj spravljeno v življenje, ima naš holding 5-članski nadzorni svet. V njem ni duha ni sluha o kakšnem predstavniku dela. Ampak zakon točno našteva, kaj morajo ti ljudje, teh 5 ljudi znati. Poslušajte, gledajte, eden se mora spoznati na finance, eden se mora spoznati na korporativno upravljanje,
eden se mora spoznati na upravljanje obveznosti, kar jaz razumem, ker sem v času finančnih, da gre za neke vrste salakotista. In eden se mora biti pravnik, ki se spozna na korporativno pravo. Poslušajte, to je z zakonom predpisana sestava nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga, ki naj bi upravljal celotno državno premoženje Slovenije. Poslušajte, da je zadeva še bolj zanimiva, kdo ta nadzorni svet imenuje. Imenuje ga neka komisija, ki jo imenuje finančni minister. Poslušajte. In seveda, zato da zadeva lepše v javnosti izpade, mora to sestavo, to, kar predlaga ta komisija, potrditi tudi vlada in tudi parlament. Ampak bo var, da bi parlament to sestavo spremenil, tega finančni minister ne dovolj. Skratka, poslušajte, ko človek bere to, kar smo se mi zamislili, torej upravljanje Slovenskega državnega holdinga, se ti dejansko pri srcu milo stori. Poslušajte, mi smo popolnoma neresna država. Moja desna strana opominja, da je minilo že 9 minut, 1 minuto še imam. Poslušajte, mogoče bom to minuto izkoristil zato, da bom prebral zadnji stavek, ki sem ga napisal na tem listu papirja, ki ste ga dobili. Ta stavek se glasi pa tako. Slabo upravljanje ne more in ne sme biti razlog za razprodajo državnega premoženja, še posebno ne, ko je formalna privatizacija, ki se jo gremo zdaj, zgolj krinka za sodobno kolonizacijo in za plenilsko zaslužkarstvo izbranih elit. Tako je. Hvala lepa. To so pravzaprav osrednje misli, ki kažejo, da marsikaj tistega, kar zgleda kot privatizacija, dejansko to ni. Kakšna privatizacija je, če slovenska vlada slovensko državno premoženje proda nemški državi? To si slišal, kaj je pravko.